Če me vprašate, kakšna je rešitev, jaz mislim, da v tem trenutku je ni. Iskreno, da je politični prostor toliko, bom rekla, usmerjen en proti drugemu, da do volitev ali pa tudi v enem krajšem obdobju po volitvah žal ne vidim možnosti, da se poenoti. Jaz sama, če bi rekli, da predlagam najbolj idealno vladno kombinacijo, bi rekla, da je nujna ena velika mešana koalicija, SD-ja, SDS-a, mogoče dveh sredinskih strank, da ne bom koga prejudicirala, tle mislim nas seveda tudi v tem sredinskem delu, da družina, ki nima res suporta svojih staršev, se sploh lahko to privošči. Teh neprofitnih stanovanj, kot veste, nimamo. Mogoče nekoliko lažje je to v manjših lokalnih skupnosti, kjer lokalne skupnosti z mičkano bolj stimulativno, bom rekla, to nepremičninsko politiko, že dajo ugodnejše pogoje, recimo oprostijo plačila komunalnega prispevka, dajo neka zemljišča na voljo za izgradnjo zasebnih hiše so cenejše. Jaz še vedno smatram, da ministrstev pri nas žal, jaz sem to poskušala 2,5 leti, premalo časa sem bila, ne vodijo ministri in ne odločevalci, ampak jih vodijo operativci oziroma birokrati, ki sedijo po pisarnah. Sem v vašem klubu nikoli bila, če podjetnikov ne poznaš, morate pa vi vedeti, da imamo 90 poslancev in različni so poslanci, vsi res ne poznajo vsega. Za spremembo rabimo pa 46 glasov. In dejansko rabite delati 4 leta, tudi na poslanci. Hodom v ta prostor kmetijstva vnašajo popolnoma drugačen pogled, drugačno razmišljanje, so veliko bolj inovativni, veliko bolj povezovalni, tako v smislu medsebojnega povezovanja, kot tudi povezovanja z drugimi sektorji. In tukaj predvsem mislim kmetijstvo, turizem, gostinstvo, predvsem pa mislim, da je treba zelo skrbno, bom rekla, pregledati in pa revidirati sistem, javni plačni sistem, ki mislim, da mora biti veliko bolj spodbuden, veliko bolj usmerjen v smislu nagrajevanja dobrih zaposlenih, produktivnih zaposlenih in seveda, bom rekla, spodbujanja tistih, ki niso, in že s tem se bi lahko naredila veliko večja učinkovitost javnih sistemov. Teh 300 tisoč ljudi, seveda potem prva stvar delamo, kaj delamo, inšpekcijsko represijo z njimi, to se pravi, kar vrste inšpektorjev čakajo. Ena stvar je že naša, mi bomo absolutno rekli, da prvi obisk inšpektorja mora biti svetovalni, prijazen, pomagati, drugi obisk zopet, potem pa tretja, četrta, potem pa kršitev, pa seveda podvojiti kazni, če je tisti, ki resno krši. To, kar gospodarstvo želi, pride pol v navzkrižje, zaradi, ker vsi stremijo v gimnazije. Gimnazije imajo pa mogoče preveč splošnega in premalo praktičnega dela. In tukaj jaz tudi mislim, tako kot pravimo, da je treba mogoče iti bolj razmišljati na dualni sistem in z dualnega sistema potem na prehod, da omogočimo tudi prehod iz dualnega sistema tistim osebam, ki si to želijo, da imajo možnost iti potem naprej na fakultete. Ampak v znanju dualnega sistema ne bi smele biti prevelike razlike. Ali se vi osebno čutite usposobljeno, da postanete predsednica vlade? Oziroma, kateri resorji znotraj vlade so tisti, za katere ima vaša stranka najbolj usposobljene kadre? In tretjič, za koliko bi zmanjšali število ministrstev v tako majhni državi kot je Republika Slovenija, ker že to pomeni racionalizacijo? Jaz mislim, da se čutim po 3 delih v 3 vladi, po delu v politiki tako res 20 let, da bi seveda tudi to odgovornost bila pripravljena prevzeti. Absolutno nas zanima kmetijsko ministrstvo, zanima nas ministrstvo za zdravje, zanima nas ministrstvo za gospodarstvo, ministrstvo za šolstvo. Na kakšen način bi pa število ministrstev zmanjšali? Jaz mislim, da ni problem toliko v številu ministrstev, koliko je problem to, kar smo prej govorili, preveliki glomaznosti ministrstev.